Občina Ljutomer je ob svojem praznovanju pripravila dolg in pester program, v katerem bo prav vsak našel kaj zase. Od sobote 31. julija pa vse do nedelje 8. avgusta se bo zvrstilo kar 35 dogodkov z področja turizma, športa, kulture, prostovoljstva, pestro pa bo tudi glasbeno dogajanje. Veseli smo, da smo uspeli z projektom Zadruga v občini Ljutomer in vesela novica res je, da se je pred malo več kot enim letom kot ustanovitveni člani so se seveda pokazali 17 lokalnih ponudnikov, sedaj se je število povečalo še za 15, tako da imamo res bogato ponudbo v naši turistični zadrugi. Že od lani poteka ta projekt Zadruga, kjer je sicer mogoče še največja žrtev te korona krize, namreč že lani bi morali vse aktivnosti pričeti, ki so seveda vezane na turizem, ker gre za turistično zadrugo, in jih nismo mogli, ker je turizem bil seveda zaprt. In glavne aktivnosti, kjer so se potem dogajale od odprtja spletne trgovine do odprtja klasične trgovine tu v mestni hiši, ki smo le težko čakali in tudi res dolgo trajalo, da smo to lahko izvedli, do danes, ko smo začeli prvič prodajati tudi turistične pakete in nenazadnje tudi prodajo v javne zavode, ker tudi šole so bile namreč zaprte in tudi to niso mogli izvajati. Ampak ne glede na to, leto je mimo, junija, julija smo se veselili nekih novih razmer, ki so kazale, da bo vse dobro in smo temu primerno tudi rekli, da bo pa glih pravi čas, da naredimo otvoritev te naše zadruge v sklopu tedna občina Ljutomer praznuje in sicer na dan turizma. Pričeli bomo ob 9. z novinarsko konferenco in kasneje z samo otvoritvijo centra za lokalno oskrbo. Med drugim še mogoče lahko povem, da smo v tem času tudi zaživeli našo enoteko, namreč tudi v zadrugi so zraven vinarji iz našega prleškega področja, ki so seveda izkazali veliki interes, da se predstavljajo tudi z vini. Imamo res izredno lepo enoteko zraven trgovinice z lokalno samooskrbo, se pravičujem, in enostavno gre nekako eno z drugim skupaj. Tako da zraven tega se še bodo predstavili lokalni ponudniki, se pravi naši zadružniki, nekaj bomo spekli, nekaj bomo pripravili narezkov, nekaj bo za spiti tudi, tako da vljudno vabljeni. V tem času bo tudi za otroke organizirana s Tinkom po Ljutomeru, to je tudi ena nova in odlična pridobitev občine Ljutomer, saj smo po našem mestu izpeljali pot, kjer nas v bistvu otroke vodi po na nek način turističnih in zgodovinskih oziroma kulturnih znamenitosti našega mesta in seveda so zraven tudi neke naloge, ki jih morajo izpolnjevati, tako da zvrhan koš veselja za naše otroke. Hkrati imamo takrat še tudi v tem dopoldnevu okroglo mizo, ki bo prav tako v atriju mestne hiše in sicer z naslovom Aktualni trendi v turizmu s pridihom trajnostnega poslovanja turističnega gospodarstva. In potem do konca, do nekje do 13. ure, 14. ure pa še druženje z zadružniki, druženje z obiskovalci in seveda ogled trgovine, uradna otvoritev trgovine, prerez strahu, tako kako se temu tudi spodobi. V večernih urah imamo še zraven, tudi v sodelovanju z občino Ljutomer, bo turistična zadruga organizirala jazz večer z vinsko degustacijo. Kot omenjeno smo odprli tudi enoteko in naši vinarji so res z veseljem so pripravljeni predstaviti svoja vina in to bi radi naredili seveda v sklopu enega glasbenega večera, zato smo dali jazz skupino naših lokalnih jazzistov, ker bi radi seveda v sklopu vsega skupaj vrnili nivo kulture pitja vina, nivo razumevanja kakovostnih vin in nasplošno popularizacija lokalnih vin, da bodo tudi naši ljudje, lokalni ljudje znali ceniti, kaj imamo doma, kakšno kakovost imamo in seveda, da bodo nenazadnje uživali v te kakovosti in jo tudi kupili in s tem podprli lokalne ponudnike.
V soboto se bo zvrstil še nočni turnir v odbojkine mivki, celotni naslednji dan pa bo posvečen športu. Najprej bomo seveda začeli ob 9. z Tour de Lotmerk, sicer bo to predstavil več gospod Ploj, predstavnik Športne zveze. Bom pa omenila, da kot je v programu že zabeleženo, so pa seveda hoteli izvesti v Vogričevcih tradicionalno tekmovanje koscev strani prostovoljnega gasilskega društva v Vogričevci, ampak so se ravno včeraj sestali in so žal seveda to prireditev odpovedali, ker se bojijo morebitnih kazni, zaradi tega, ker pač društva delujejo z sredstvi, kot delujejo. Seveda bomo mi strani občine skupaj z Športno zvezo, s kolesarji, z našo zelo aktivno Mountainbike Prlekijo, kolesarsko navezo, odprli kolesarsko in pohodno pot na relaciji Ljutomer-Cezanjevci. To je res izjemno velika pridobitev, kajti ta pot se že zelo dobro koristi. Nismo šli v izvedbo asfaltno, ampak tudi z materiali, ki so bolj prijazni do narave. Tako da se veselimo tega odprtja, bo pa seveda pri vodnih zapornicah. To mi domačini vemo, tisti, ki pa bodo prišli od drugod, pa se pač morajo peljati po cesti v smeri proti Cezanjevcem in bodo videli, kje so zapornice in tam se ne ustavijo. No, kar se tiče nedelje, seveda tudi tradicionalna razglasitev športnika leta, tudi o tem bo najbrž povedal več gospod Ploj. Jaz omenim samo to, da pač tiste, ki so najboljši športniki, v tem času še se posebej veselimo športnih dosežkov naših olimpijcev, tudi priredimo sprejem v županatu mestne hiše, kjer se srečamo, si malo izmenjamo njihove izkušnje, o njihovi vztrajnosti in trdnem in požrtvovalnem delu. Tako da sprejem županje občine za nominirance športnika leta 2020 se zgodi seveda ob 19:15 uri. Ta prireditev je ponavadi sicer potekala v mesecih februaru, ampak zaradi situacije smo pač rekli, da se bomo tudi o dosežkih športnikov veselili v času občinskega praznovanja. Kot je gospod županja že omenjeno, pripravlja Športna zveza Ljutomer v času občinskega praznovanja pestro športno dogajanje. In sicer v nedeljo 1. avgusta je najprej na sporedu kolesarjenje, poimenovano Tour de Lotmerk. Start in cilj je letno kopališče Ljutomer, pričnemo ob 9. uri. Pripravljeni bomo imeli več tras, in sicer ena za cestne kolesarje, to je približno 80 km, potem je to MTB kolesarjenje 40 km in pa družinsko kolesarjenje tam okrog 15 km. V sklopu tega dogodka bo potekala tudi otvoritev nove kolesarske poti na relaciji Ljutomer-Cezanjevci in na koncu, ko se kolesarji vrnejo, sledi še pogostitev na Ljutomerskem kopališču. Potem ob 15:30 uri bo na letnem kopališču v Ljutomeru potekalo predstavitev reševanja utopljenca iz vode v sodelovanju z člani ekipe prve pomoči Rdečega križa Ljutomer, območnega združenja Ljutomer, reševalec iz vode iz podjetja KSP in pa člana nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Ljutomer bomo prikazali celoten postopek, kako se utapljajočega reši iz bazena. Takoj zatem ob 16. uri bodo potekale že 9. kopališke igre, poimenovane Lotmerk na vodi na Ljutomerskem kopališču. Ekipe, ki sestavljata po 2 tekmovalca, stara do 15 let, bodo tekmovale v 3 do 4 zabavnih igrah v in ob bazenu. Najboljše ekipe prejmejo nagrade. Naj še omenimo, da je ta dan tudi prost vstop na letno kopališče Ljutomer za prav vse obiskovalce. Na koncu, ob zaključku dneva, pa sledi še prireditev Športnik leta 2020. Gre za že 51. razglasitev najboljših športnikov, športnic in športnih društev Športne zveze Ljutomer. Kot vsako leto v sklopu občinskega praznika občine Ljutomer, Kasaški kljub Ljutomer priredi kasaške dirke. Letos je že tako 147 let od prvih dirk, ki so bile na relaciji Križevci-Ljutomer, tako da je naša pot res že dolgo. V nedeljo pripravljamo dirke ob 15. uri,
Na sporedu je 7 točk. Prisotni so vsi konji iz Slovenije, nekaj tudi iz tujine. Prvič bo nastopilo letos 2-letni kasači. To je že tradicionalno, da so vsako leto se to zgodi na hipodromu v Ljutomeru. Potem je v nedeljo tudi so kvalifikacije za slovenski kasaški derbi, ki je letos v Ljubljani. Kot veste, vsako leto se mesto izvedbe derbija spreminja. Eno leto je Ljutomer, eno leto je Ljubljana. Tako da je letos derbi meseca septembra v Ljubljani. V ponedeljek in torek bosta dneva zaznamovana s kulturnimi dejavnostmi in prireditvami ter predstavitvijo investicij v občini. Seveda smo se odločili v ponedeljek ob 10. najprej predstaviti naše plane in sicer idejno zasnovo manjšega trga ob upravni stavbi občine Ljutomer. To bo predstavil mladi projektant z naše občine, gospod Marko Štrakl, ProDesign. To je v bistvu zasnova, ki je zelo zanimiva in seveda vsi vabljeni. Če včasih pogovarjamo, da želimo biti sodelavci in tisti, ki pač opravljamo to poslanstvo, prijazni do naših občank in občanov, tako da si nekako zamišljamo manjši prireditveni prostor, seveda bo zgrajeno v letošnjem letu skupaj z upravno enoto tudi dvigalo in pa seveda taka neka pisarna na prostem, kjer bodo seveda lahko občani tudi sproščeni prihajali nam zaupati svoje prošnje, želje in tako naprej. No, ob 4 bomo odprli prenovljeno cesto na Moti, skupaj z krajevno skupnostjo Cven. Mi jo po domače imenujemo Murgasa, to je cesta, ki pelje proti Brodu. Se pravi, Mura nas povezuje, tako prleški kot prekmurski del in ta cesta se je v letošnjem letu posanirala. Ob 18:30 uri pa bomo odprli prenovljeno komunalno infrastrukturo v Volkmerjevi in Vrtni ulici, skupaj seveda ta prenovljena cestna infrastruktura, ki seveda se gradi po sistemu, da ima kolesar in pešec prednost. To je sodobnejši način našega načrtovanja v sklopu trajnostne mobilnosti. V soboto bo še na sporedu prleški sejem ob pestri gostinski ponudbi in nastopih glasbenih gostov. Vsako leto smo povabili na prleški sejem, seveda osrednja prireditev, prizorišče je glavni trg. Imamo prijavljenih čez 80 potencialnih sejemarjev. Tudi organizirali oziroma dogovorili smo sodelovanje z glasbenimi gosti, z ansamblom Štrkon, Alijo, Blue Planet in pa Modrijani. Pa tudi za otroke bi poskrbeli z čarobnijo Marjeta Čareta. Avenije, kot običajno, smo tudi planirali, avenijo vina, avenijo domače obrti, potem avenijo domačih dobrot, avenijo društev, avenijo obrtništva in podjetništva, avenijo bižuterije, avenijo bolšjaka in avenijo otroške zabave. Trenutno ostaja tako, kot je, z načrtovanimi dogodki, s tem, da čakamo, kaj se bo zgodilo z ukrepi po 1.8., kajti zdajšnji ukrepi seveda veljajo do 1. avgusta.